Žal, kakorkoli iščete po tem dokumentu in prilogah v tako imenovani izhodni strategiji, ne boste našli niti ne v posamičnih segmentih, ki bi se jih dalo povezati v smiselno celoto nekega koncepta, ki izhaja iz dejstva, da je zgolj ustvarjanje novih delovnih mest osnovna možnost za izhod iz krize. O tem, da je Slovenija išla iz krize, bomo lahko govorili tisti mesec, ko bo Urad Republike Slovenije za statistiko objavil, da se je začelo število delovnih mest povečevati. Dokler bodo podatki šli nasprotno smer, bomo zelo težko govorili o tem, da izhajamo iz krize, kajti od števila zaposlenih, od tega, koliko nenazadnje tudi oni prispevajo v pravzaprav vse 4 javne blagajne, je odvisno tudi zdravje javnih financ, ki ga ta vladna strategija, vladna izhodna strategija teoretično praviloma postavlja v ospredje. Zdravje javnih financ je pomembno. Vendar ta cilj, ki ga vlada postavlja v ospredje, ni v kontradiktornosti, ni v nasprotju z ciljem, ki smo ga mi postavili v ospredje, to je nova delovna mesta. Kajti, če v Sloveniji ne bo več zaposlenih, tudi ne bo več javnih prihodkov in brez povečanja javnih prihodkov ob razumljivem varčevanju ni mogoče priti do zdravih javnih financ. Vsi, tudi najbolj približni izračuni to zelo avtoritarno potrjujejo. Na tej točki smo tudi pri ključni strateški razliki med tretjim paketom protikriznih ukrepov, ki smo jih vložili v parlamentarno proceduro v opoziciji in o katerem je že potekala razprava v Državnem zboru, in med to tako imenovano vladno izhodno strategijo. Med tretjim paketom protikriznih ukrepov, ki smo jih mi vložili v proceduro, in med tem, kar je vlada predlagala v okviru tako imenovane izhodne strategije, obstajajo nekatere stične točke in tudi nekatere podobnosti, predvsem na 3 področjih. Prvič, pri zmanjševanju javne porabe oziroma deleža javne porabe v bruto domačem proizvodu, drugič pri reševanju tako imenovanih slabih kreditov in tretjič pri zmanjševanju administrativnih bremen in stroškov dela v javni upravi. Žal je mnogo teh podobnosti načelne narave oziroma se končajo tam, ko je potrebno preiti na poti oziroma na konkretne predloge ukrepov, kako te zadeve uresničiti. Na prvem mestu je pri veliki večini ukrepov svetla izjema je tukaj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, izostala skoraj povsem ali pa povsem izostala časovnica, kdaj se kakšnega od teh ukrepov realizira. Niti ni časovnice, kdaj se te ukrepe predlaga, z izjemo parih ukrepov, ki imajo zakonsko naravo in ki jih lahko najdemo tudi v normativnem programu vlade za letošnje leto. So pa v strategiji predlogi zakonov, ki ne bi jih vlada predlagala letos, vendar jih ne najdemo v normativnem programu vlade, se pravi, tukaj ni nobene resne usklajenosti. Zdaj, po našem mnenju je zelo pomembno, da se nekateri ukrepi, okrog katerih obstaja soglasje, izvedejo takoj. Ključen dejavnik pri izhodu iz krize je seveda tudi čas. Na to pravzaprav že več kot 1 leto opozarjajo tudi vsi gospodarstveniki. Najmanj pa, kar je potrebno pri tem dokumentu dopolniti in deloma tudi popraviti, pa je prvič operacionalizacija nabora dejanskih protikriznih ukrepov, ki so razmetani po celem dokumentu, ki, če se omejimo samo na ta 2 akta, ki sta prišla v razpravo v Državni zbor, ponekod obstajajo v splošnem delu, ne obstajajo pa v pregledu ukrepov, ki so jih predlagala posamična ministrstva, ponekod pa ni nobene podlage v splošnem delu,
So pa nekateri ukrepi zajeti v naboru oziroma seznamu, ki so ga predlagala posamična ministrstva. Tukaj ne gre za neke nepomembne zadeve, gre tudi za strateške prijeme, ki bi nujno morali imeti tukaj ujemanje. Tako da, kajti ni si možno predstavljati realizacijo nekega ukrepa, ki ga je planirala neka vladna služba, ministrstvo, ki bi pa moralo ta ukrep izvesti, pa o tem nič ne ve oziroma tega ne predvideva v svojem naboru. Potem je potrebno določiti časovnico za izvedbo in da bi bil dokument koliko toliko operativen, bi morala vlada iz njega izločiti ukrepe, ki po nobeni logiki ne spadajo v neko izhodno strategijo. Tisti, ki ste morda prebrali tudi priloge, ste videli, da vlada kot ukrep za izhod iz krize predlaga ustanovitev filmske pisarne, spremembo zakona o javnem varovanju in številne druge normativne spremembe, ki nimajo nikakršne veze ne z gospodarstvom, ne z javnimi financami, razen tam, kjer gre morda za potrošnjo in je to nasprotju z splošnim ciljem varčevanja, ki izhaja iz splošnega dela strategije in tudi pravzaprav predstavljajo zgolj nek balast, ki zamegljuje nek pravi namen tega dokumenta.